Okoli mize so sedeli ljudje tiste vrste, ki se jih je Slivar najbolj bal in ki se jim je ogibal, kakor je mogel. Spoštoval jih je zelo čistosrčno. Tudi spoštovanje je bilo pomešano z mržnjo, ki si je sam ni vedel razlagati. Kadar je govoril z njimi, je bil plah in oprezen. Meril je besede, kar se čuval, da bi ne spregovoril naravnosti srca. To so bili besedniki javnega mnenja, zastopniki naroda, delovni in zaslužni ljudje na polju politike, znanstva in lepe literature, ugledne osebe v družbenem življenju. Predstavljali so del narodove moči, nazorov in želja njegovih. Ali skoraj na vseh njih obrazih je bilo nekaj posebnega, neprijetnega, nezarisanega v jasni potezi, temveč razlitega od čela preko oči in ustnic, kakor komaj viden pajčolan, prezirljiv, zasmahovalen, samovoljen izraz. To ga je vznemirjalo in želilo, če tudi je ljubil samovoljnost, kadar ni gledala iz oči in iz nasmeha. Vedel je tudi, da so vsi ti ljudje bolj izobraženi od njega, da so študirali to in ono in da so dosegli svoja mesta s pomočjo razuma in pridnosti. Tudi to ga je vznemirjalo. In bal se je razuma in pridnosti, kadar so se ponašale s temi čednostmi oči in ustnice. A nocoj ga je zadelo posebno grenko neko hitno, jasno spoznanje. Spomnil se je trenutka, ko je gledal dol po lepi zeleni ravnini in zdaj, ko je videl le obraze okrog sebe, so se mu zazdeli tuji, čisto neznani. Med tistim duhom, ki se je dvigal iz ravnine, ter mu širil prsti in srce, in med izrazom teh oči in glasom teh besed ni bilo nobenega sorodstva. To vse je šinilo mimo njegovih misli, v hipu komaj zavedno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na tem drugem večeru Matice pod zvezdami in res smo upali do zadnjega oziroma popoldan še, da bomo upravičili ime tega našega cikla, ampak nebo se je zmračilo, stemnilo se je, zato smo se iz negotovosti odločili, da se zatečemo v našo lepo dvorano. Kar pa tudi ni povsem v neskladju s tonaliteto, s temo nocojšnjega večera, ki je posvečeno tistim bolj zatišnim, skritim, lahko bi rekli liričnim legam v opusu Ivana Cankarja. Vse te lege, vsa ta občutja lepo povzema izraz tujstvo v tak ali drugačni obliki, kot socialna, stvarna kategorija, kot eksistencialna drža, je od nekdaj privlačilo umetnike velikega formata, kakršen je Ivan Cankar. Obenem pa je to tudi občutje, ki se tako ali drugače tiče vseh nas, ljudi v vseh časih, morda v tem današnjem prav na poseben način. Izhodišče za današnji dogodek je izid romana, pravzaprav ponatis romana Tujci Ivana Cankarja, ki je izšel na začetku prejšnjega stoletja prav pri Slovenski Matici, kot ena od 10 knjig, ki jih je Cankarjev izdal pri tej založbi. In naša želja je, da bi vsa ta dela ponovno ponatisnili v zbirki, ki je pravzaprav namenjena seriji Ivana Cankarja, zbirki, v kateri želimo podoživeti oziroma ponovno natisniti ta dela v zelo podobni obliki, kot so bila natisnjena takrat. Začeli smo z romanom Novo življenje leta 2018, ko smo s tem obeležili 100-letnico smrti tega pisatelja, nadaljujemo z romanom Tujci in z mnogimi drugimi, ki še sledijo. Urednica te zbirke je dr. Vesna Nikolič, ki jo prav lepo pozdravljam nocoj med nami, dobrodošla v Ljubljani. Dr. Nikolič je redna profesorica in znanstvena svetnica za področje jezikoslovja. Zaposlena je na znanstveno-raziskovalnem središču Koper, kjer je tudi predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije, predava pa tudi na katedri za slovenski jezik in književnost, oddelka na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu. Dr. Vesna Nikolič je tudi avtorica spremnega zapisa k tujcem. Za nocoj pa nam je pripravila predavanje, ki na prav poseben način oživlja oziroma ki ponuja svež, drugačen pogled na temo tujstva pri Ivanu Cankarju in seveda tudi njegov antipod, Cankarjevo hrepenenje, domačnost, vračanje.
Cankarjem se dr. Mikoličeva tudi sicer veliko ukvarja v svojem znanstvenem raziskovanju, med drugim tudi v najnovejši monografiji z naslovom Izrazi moči slovenskega jezika, ki je tik pred izidom, če se ne motim, še ni čisto iz tiska. To knjigo smo izdali skupaj z založbo Anales in je tudi prva knjiga nove zbirke pri tej založbi imenovane Razsežnosti slovenstva. V tej knjigi, pravzaprav, če pogledamo širše, preučuje različne modalitete moči v jeziku, različnih diskursih, med drugim analizira tudi politične govore Ivana Cankarja in njegov literarni opus. Je pa knjiga zanimiva tudi zato, ker se na zelo pretanjen in lahko bi rekli pionirski način dotika vprašanja nenasilnega sporazumevanja v naši družbi polni sovražnega govora. Predavanje pa se bo prepletalo z besedo, s Cankarjevo besedo in zelo veliko veselje mi je, da lahko med nami povabim bralce in bralke Turističnega društva Blagajana z Vrhnike, ki je tudi kot Slovenska matica staro več kot 100 let. Gospa direktorica, predsednica društva Mirjam Suhadolnik nam bo povedala, kaj jih je privedlo, da so ponovno obudili to društvo, kaj jih žene pri prebiranju Cankarjevih del. Odlomek, ki je zelo, mislim, da vsebinsko, tehtno in primerno uvedel nocojšnji večer, pa je doživeto prebral gospod Andrej Kos. Se mu lepo zahvaljujem. Zdaj bi pa besedo predala kar gospe Mirjam, da nam predstavi svoje društvo, nato pa nadaljujemo s predavanjem. Hvala lepa. Hvala lepa vam za povabilo in vam, dr. Vesna Mikolič, da ste nas opazili, spremljali naše branje in pa nas povabili v čas na nje. Mi beremo že 4 leta. Tako kot je rekla gospa Miljana, začeli smo pod okriljem Turističnega društva Blagajana Vrhnika, ki je staro 132 let. 1888. leta so ga ustanovili vrhniški veljaki, o katerih je pisal tudi Ivan Cankar. To je bil človekoljubni davkar Ivan Gruden, ki je turističnemu društvu zapustil kar lepo premoženje v zemljišču na Sveti Trojici in pa tudi opevani in večkrat opisani župan takratni Gabriel Jelovšek, potem pa veleposestniki in župnik, torej sami veljaki vrhniški, ki so pravzaprav želeli Vrhniko polepšati, jo prikazati ljudem tako, kot je, in z njimi odkrivati skupaj naravne lepote in jih vzdrževati vse do teh dni. Tako se tudi skozi več kot 100 let odvijalo, vendar razmere so se potem začele odvijati drugače, namreč privatizacije, interesi taki in drugačni. Turistično društvo pač zdaj vodimo običajni ljudje, preprosti, zaposleni, upokojenci, brezposelni, študentje in tako. In pač skromno naše življenje je tako, da nimamo toliko moči, kot je bilo nekoč. Apetiti so se pojavili za močivnik, hoteli so nam ga vzeti tudi strani države, čeprav zemljišče, ki je bilo kupljeno, ampak to je predolga zgodba, ni lepa. In tam v močivniku, namesto da bi se zbirali tako kot nekoč, ko jaz pravim, da sem preplesala mladost v najlepšem kraju na Vrhniki, je zdaj nočni lokal, wellness center, zaprta vrata, neprimerna dejavnost in meni spori z sosedi. Ko nam je bilo vse do vrh glave in ker smo pač bili nemočni, smo se domislili na enem sestanku upravnega odbora, da lahko pa močivnik branimo na svoj način. Z najlepšim, kar se da, s Cankarjevimi besedami, kajti Cankar je svoj navdih za pisanje, za marsikatero svoje delo dobil prav v močivniku. Zato smo začeli septembra 2016 in prejšnjo sredo, včeraj smo imeli 201. branje. 4 leta bo pa septembra. In kot razmere kažejo, bomo brali še najmanj 200 krat. Spet se je zapletlo, čeprav smo že bili na pravi poti. Beremo, najprej smo začeli brati iz protesta, potem pa zato, ker Cankarja imamo radi, ker ga obožujemo, ker je vir navdiha, ker je večen, brezčasen in ker se ob njem počutimo odlično.
tako kot se boste verjetno tudi vi, kada boste vzeli v roke njegove knjige. Le prav je treba zastaviti to branje, ne tako kot so nas v šoli učili. Nauči se to, katere so drame, katere so črtice. Peljali so nas v njegovo hišo, povedali pa samo tisto, kar se je njim zdelo pomembno oziroma kar je bilo nekje zapisano. Otroci radi poslušajo Cankarja, če ga ne znate predstaviti tudi otrokom, oziroma njegovo življenje povezano z njegovimi besedami. In torej beremo in brali bomo naprej, tako tudi danes. Andrej Kos je začel, bralka je tudi Ema Goričan. Ema, prosim, če ostaneš, mislim, da je prav, da vidite, kdo so naši bralci. Najstarejša bralka je Terezija Nikolčič, znana zeliščarica. Primož Sark je naš sosed iz Logatca, ampak je naš, bere z nami tudi kako vodo. Zraven njega sedi Tone Stanovnik, ki ne bere, ampak je naš najsvestejši poslušalec, tudi najstarejši v skupini. Letos bo okroglih, pa ne povem koliko, ker veliko, ampak kadar je mogoče, on vzame v roke harmoniko in nas spremlja. Potem Nada Prestovnik in tudi prvi bralec med prvimi Lado Horvat. Tako da dobrodošli na Vrhniku, dobrodošli v Močivnik, kjer smo skoraj vsako sredo, skoraj rečem zato, ne spustimo nobene srede, ampak kakšno sredo smo se zapeljali do Cankarjevega spomenika ali pa celo odšli na Žale pred spomenik pesnikom moderne in tam brali. Torej, tradicija, niti ene srede nismo izpustili, kakšen četrtek, petek, sobota, je pa samo še dodatek. Hvala in res hvala za povabilo. Najlepša hvala, gospa Mirjam Suhadolnik. Vaša zgodba nas navdihuje. Tako kot smo zvedeli za njo, smo si želeli vas osebno spoznati in sem prepričana, da to srečanje ni zadnje. In tudi dokazuje, da veliki umetniki se dotikajo naših skupnih zgodb, zato so vedno aktualni, vedno intimni in jih skozi celo življenje na različne načine beremo in ostajajo z nami skozi generacije. Tako da najlepša hvala. Besedo predajam zdaj gospe Vesni Mikolič, vas pa vabim k poslušanju. Torej, dober dan vsem. Hvala pravzaprav najprej organizatorjem Slovenski matici. Prvič, da se je lotila tega projekta, izdajanja, ponatisa vseh Cankarjevih del. Lahko rečem, da smo družno sprejeli to idejo soglasno na upravnem odboru Slovenske matice v času stoletnice Cankarjeve smrti, tako da smo se že takrat odločili, da je prav, da se tudi nekatera dela, ki so morda manj poznana, Cankarjeva, na ta način spet predstavi, da se res začne brati Cankarja in ne samo nekaj teh najbolj recimo znanih del, že šolskih del, ki pa nimajo vedno takega učinka, kot bi ga lahko imela. In kajti Cankar res skriva ogromno. Napisal je ogromno, ampak tudi res vsako delo nosi nekaj. In tako da smo začeli pravzaprav v tej zbirki z dvema manj poznanima deloma, torej Novo življenje in sedaj Tujci, ki je njegov prvi roman in je mogoče tudi zaradi tega, mislim, da nekje lahko preberemo formulacijo, da je bil to bolj poskus romana, se pravi, da nekako se je kdaj kaj slabše vrednotil ali pa se celo ni, torej tudi obravnav tega romana je manj. Čeprav ga sama najdem prav za ta čas, oziroma pravzaprav za vsak čas, je vprašanje, kako se počutimo nekje, bodi si sami s sabo, bodi si v družbi, v katerem koli okolju, to vprašanje je večno aktualno. In tudi zdaj v tem času, ko smo bili v karanteni in morda bomo spet, upajmo, da se bomo čim prej naučili živeti vsem tem, tudi
diskursi. Ampak tudi v tem času smo pravzaprav se ponovno začeli spraševati, kako lahko živimo sami sabo, kako se počutimo tudi sami sabo, ali se počutimo doma, ne? Ali je to za nas nelagodno, oziroma kje se zares počutimo dobro. Ne? To je prineslo tudi vprašanje, ko so družbene, ko so zunanje okoliščine pravzaprav slabe in moramo najti neko zatočišče, ne? Sicer bi težko preživeli takšne okoliščine. In zato se mi zdi, da so ti tujci tudi sedaj zelo izjemno aktualni. In tudi sama, ko sem začela slediti, in tukaj vidite, nove tehnologije so lahko izjemno koristne, torej po Facebooku sem zasledila to skupino Vrhničanov, ki prebirate vsako sredo te Cankarjeva dela, in to zelo različna, ne? Se pravi, ne samo tiste najbolj znane drame in tistih nekaj najbolj znanih romanov, ampak dejansko greste kar po vrsti, ne? Mislim, ali pa nekaj znanih črtic, ne? Niti ne, romani niti niso tako znani, razen Martina Kačurja, ne? No, vi se pa res lotevate vsega, ne? In se mi je zdelo to izjemno in sem začutila, da imate res en oseben odnos, kar seveda ne čudi, ker če bereš, če se mu posvečaš, če bereš, ne moreš, ne, da bi vzpostavil ta osebni odnos, ne, do njega in seveda ugotovil, da lahko vsakič na novo bereš. Vse to lahko, vsaka literatura, vsaka umetnost, ne, jo lahko v vsakem obdobju pogledamo drugače. Cankar pa, in to je zdaj tudi moj namen tega predavanja, je izrazito, ne, ima tak slog, torej lahko govorimo prav o slogu, pa tudi seveda o idejah, da nam omogoča, da se vsakokrat znajdemo, da nam je lahko vsakokrat blizu, ampak vsakokrat lahko malo drugače, ne. In zato tudi sama menim, da bi po šolah, tudi sama pač zdaj imam študente pred sabo, čisto moje prve službe so bile pa na srednji šoli, ne, in vem, kako je težko včasih motivirati srednje šolce ali pa osnovnošolce z nekimi takimi, bom rekla, klišejskimi trditvami, ne, ki naj bi se jih oni na pamet naučili, pa se jih ne, ker jim itak ne verjamejo, ne. Se pravi, pravzaprav gre za to, da je dobro, da se tako mladim kot bralcem, ki bi si tudi zaslužili brati Cankarja, torej vse življenje ga beremo, pa bi ga lahko brali, pa ga ne, vemo, ne, veliko govorimo o njemu, vprašanje pa koliko ljudi ga zares bere, po moje zelo malo, ne. No, ampak hočem povedati, da če bi pristopali k njemu na tak način, drugačen, ne, kot ste ga vi spontano, ne, kot ste povedali, nek drug motiv je bil, ampak potem ste v bistvu ugotovili, da se da na drugačen način pristopati k njemu. No in sama sem tudi, bom rekla, bolj zaradi razmer, ne, takšnih kot so, torej zaradi tega, ker sem sama v osnovi jezikoslovka, sicer jezikoslovka v smislu, da se ne ustavljam samo pri, bom rekla, jeziku kot sistemu, torej tudi to me zanima, ampak nekako me vedno zanima jezik v funkciji, ne, in seveda zaznavam jezik v funkciji tudi v literaturi. Ne, tudi v okviru slovenistike ali pa jezikoslovja velikokrat znanstvenega ali pa tudi v pripouku, ne, pri poučevanju zelo ločimo jezik in literaturo. Ne. Tu mislim, da je tudi, bom rekla, da so velike možnosti, če bi to bolj povezali, da bi lahko bil tudi pouk drugačen, ne, bolj motivirajoč, boljši, bolj kvaliteten, z več učinka. No in sama sem prav zaradi tega, ker imam ta drugačen pogled, ne, se mi zdi, da sem tudi zato prišla do malo drugačnega branja Cankarja. In to do branja, ki ga je, to je bilo tudi zame odkritje, ki ga je poznala že in razvijala in tudi raziskovalno razvijala moja nekdanja profesorica na fakulteti, filozofski fakulteti, profesor Breda Pogorelec. Spomnim se, da nam je takrat nekaj omenjala slovenistiko, torej nam je omenjala stilistiko Ivana Cankarja, ampak seveda
prav njenih znanstvenih del nismo brali. In je bilo zame pravzaprav zdaj odkritje, koliko je ona je temu potem rekla lingvostilistika, v bistvu ne, opazovala stilistiko, ampak celo šla skozi jezik, ne, skozi, bom rekla, besedne kategorije in druge slovnične, prišla do stilistike in potem seveda do idej. Ne. In to, kar je pravzaprav danes počne zelo sodobna veda, literarna pragmatika. Ne. Literarna pragmatika se ukvarja z literarnimi deli kot komunikacijo. Ne. Seveda vsako literarno delo najprej nastane iz nekega notranjega vzgiba avtorja, ne. Ampak v končni fazi je pa to komunikacija z bralcem. Ne. Se pravi, bralec potem določene pomene realizira tako, kot njemu ustreza, tako, kot jih on začuti. Ne. No, in pravim, da je na ta način, ne, torej Cankarjeva dela kot komunikacijo obravnavala že profesor Pogorelčeva, čeprav temu ni rekla literarna pragmatika, ampak lingvostilistika, in je bilo zame veliko odkritje, da to, kar sem, ne, ta pogled, ta način, ki ga zdaj jaz uporabljam, da je ona na enak način in da je veliko tega, sem potem seveda našla pri njej in črpala iz tega. No, in zato bi pač, ne, kot rečeno, predstavila to kot eno možnost branja, kot eno možno interpretacijo ali pa bolj, bom rekla, ključ do literature. Ne samo Cankarja, tudi drugih literarnih del, ampak še posebej pri takšnih avtorjih, ki jih imamo za zahtevne, ki so pisali na tak način, da ne, je potreben nek ključ do njih, da se je potrebno še malo bolj poglobiti, da jih razumeš. Še posebno pri takih se mi zdi, da je pomembno govoriti o tem ključu. Ne. To je, veste, tako kot, no in tu je spet neka vzporednica z jezikom, tako kot pri tujem jeziku. Ko ga ti čisto nič ne poznaš, ti je čisto vse tuje, no, in tu smo tudi že pri konceptu, enem od konceptov tujstva, ne. Torej, ne razumeš ničesar, ne. Potem počasi, ko spoznavaš, ti je težko, seveda ti je težko, ker ne razumeš nič, ker se ne moreš opreti na ne, če je to celo iz neke druge jezikovne skupine. Se pravi, ne, po teh zelo zahtevnih trenutkih prideš do nekega praga, se pravi, do nekega nivoja poznavanja jezika, ko se ti pa pravimo odpre. In v tistem trenutku seveda ne razumeš vsega, saj nikoli ne obvladamo vsega, ne, niti maternega jezika noben ne obvlada v celoti, ne. Ampak hočem povedati, vemo vsi, ki smo se kdaj učili tujega jezika, da je nek prag, ko tudi če ne obvladamo, ampak takrat bomo lažje se nam bodo odpirale, bomo razumeli, ne, iz konteksta tudi besede, ki jih prej nismo poznali, ampak jih bomo nenadoma razumeli. Ampak do tega praga pa moramo priti. Ne? In tukaj mislim, da je recimo tudi, da bi moral biti tudi cilj naših šol, ne? Da ponudijo torej, učencem, ne? Nek ključ, da jih pripeljejo do te stopnje, ko bodo potem lahko nekega avtorja, ne? Ali pa literaturo nasploh, da se jim bo odpiralo, tudi ko ne razumejo vsega, ne? Tudi ko jim bo kdaj zahtevno. No in pravim, zdaj malo se opravičujem malo temu didaktičnemu ali pa teoretskemu vodu, pravzaprav nisem niti mislila, ampak se mi je zdelo, no, glede na to, ko ste vi povedali, da ste se uspeli, v bistvu vi ste bili toliko motivirani, da ste najbrž čisto ta začetno v bistvu nelagodje, tudi mogoče nerazumevanje, ne, Cankarja, da ste ga v bistvu prešli, ker ste imeli dober motiv, ne, in zdaj pa se vam moje kar odpirajo stvari, ne. Tako da v tem smislu se mi je zdelo dobro, no, da tudi to pojasnim, ne. Pa tudi zato, morda, no, jaz sem sicer pripravila tako z enimi odlomki torej svoje predavanje, da bi se malo opirala na odlomke Cankarjevih tujcev, ne. Zdaj, žal, ne, zataji tehnika vedno, dostikrat, ko ni treba, seveda. Bom pač poskušala drugače, no, tako da bom malo tudi
transformirala to predavanje in sem rekla, bomo pa začeli malo drugače. Torej, tako kot sem. Bom seveda kakšen odlomek tudi sama zdaj prebrala, nisem želela brati, ker sem rekla, branje naj bo rezervirano za naše bralce. Tukaj bi pa imela te odlomke samo za ilustracijo tega, kar povem. Zdaj pravim, bomo pač te ilustracije ne bomo imeli, tudi vseh odlomkov ne bom brala, samo tiste mogoče ključne bom jaz predstavila. Tako da, kot rečeno, sama se približujem delu najprej skozi jezik, ampak še prej seveda pa, in tu se tudi strinjam s kolegico, ki je rekla, da je dobro vendarle poznati avtorjev kontekst, avtorjevo osebnost, avtorjevo življenje, v tem primeru Cankarja. In tukaj, zato bom zdaj tudi sedaj začela s tem, še posebej zato, ker so tujci tudi v veliki meri avtobiografsko delo. In tukaj lahko seveda vlečemo vzporednice z Cankarjevim bivanjem na Dunaju. Ne bom zdaj tega prebirala, ker mislim, da vsi dobro poznate, da je Cankar podobno kot glavni junak tujcev, kipar Slivar, da je ravno tako šel na Dunaj, torej zdaj govorimo o Cankarju, šel na Dunaj študirati, se potem vrnil v času, ni doštudiral, ampak se vrnil v času, ko je mati umirala, ampak ga je potem situacija, torej prav to, da ni čutil neke možnosti ustvarjanja takšne kot na Dunaju, torej ga je to privedlo do tega, da je spet se odpravil na Dunaj in tam seveda po eni strani spoznaval tudi, bom rekla, bedo delavske četrti, kjer je večinoma živel, hkrati pa se srečeval s slovenskimi umetniki, tudi zelo uspešnimi umetniki na Dunaju, torej spoznaval v bistvu različne plati tega, bomo rekli, gastarbeiterstva, bi danes rekli, torej življenja na tujem, življenja zunaj svojega doma. In nenazadnje je spoznal tudi, ne bomo rekli prav družinsko življenje, ker se pač Cankar ni odločil poročiti, tako kot junak Slivar, ampak vendarle je živel v družini, kjer je seveda imel tudi odnose z največ časa seveda s hčerko, in je družine Löffler in je tudi obljubljal poroko, mislim, dogovarjala ste se za poroko, do katere potem ni nikoli prišlo. In seveda tudi pomembna je navezava, oziroma to, da je bil zelo navezan na, ali pa da je vsaj spoznal tudi mlajšo sestro, torej Löffler, ki je bila invalidka, ki je bila seveda tudi eden od modelov za njegove ženske like v romanu Hiša Marije Pomočnice, ampak tudi tukaj imamo lik Malči, ki je narejen po stvarni osebi. Torej, vse to, kot rečeno, vse te, in to delavsko ali pa socialna tematika in občutje torej občutki umetnosti, slovenske umetnosti na tujem in vprašanje odnosov, se pravi, recimo znotraj neke družine, vse to, kar je tema tudi v tujcih, vse to je pravzaprav avtobiografsko. In če samo na kratko preletim za tiste, ki niste še brali, ker veste, tukaj ni tako, da ko pravijo, veste, ko vam kdo pove konec romana, pa rečete, mi boš vso, torej ne bom imel več motiva za branje. Pri Cankarju ni tako. Pri Cankarju mislim, da lahko še 10-krat razložimo, kaj se dogaja, ampak vsakič znova boste lahko brali drugačno zgodbo, tako da ni nevarnosti, če vam povem, kaj se dogaja, ker tudi ni bistveno, kot to bom pač še povedala. Pri Cankarju ni pomembno, da recimo komorkoli razložite, kaj se dogaja, kva dogaja, kot rečejo danes, kot rečemo morda. Ampak je marsikaj drugega, ampak o tem še kasneje. Vendarle pa lahko povemo, torej, kaj se dogaja. Ta čisto osnovna zgodba je naslednja. Se pravi, Pavle Slivar, kipar,
navdušen nad tujo umetnostjo, gre na Dunaj, ali se potem z Dunaja vrne v domovino, ko tukaj zmaga na natečaju za Gedejev spomenik. In seveda v tem velikem upanju, pripričan, da se bo ta spomenik po njegovem načrtu tudi izdelal, je potem zelo razočaran, ko do tega ne pride. In spomenika po njegovih načrtih nikoli ne postavijo, Slivar potem je razočaran in ko ugotovi, da nima priložnosti, da bi se ukvarjal z umetnostjo na tak način, kot si želi tu, se ponovno odpravi na Dunaj. Vendar seveda se tudi tam ne znajde tako, kot si želi. Občasno opravlja nekatera dela, bolj obrtniška kot umetniška, ki od Slivarja zahtevajo konformistično prilagoditev njegovega estetskega čuta, a Slivar se temu težko prilagaja oziroma se ne prilagodi. Kljub temu se odloči celo za poroko, torej se res zaljubi, doživi pravo ljubezen in upa, da bo lahko tudi vso družino, torej ženo in njene starše in njeno bolno sestro lahko preživlja. Vendar se tudi to ne zgodi, se pravi, ne uspe uresničiti svojih sanj, niti kar se tiče svoje umetnosti, niti kar se tiče družine, niti kar se tiče občutka, da bi bil sprejet med temi umetniki, ki jih srečuje, oziroma da bi jih začutil kot svoje pravo okolje. On ostaja drugačen, ostaja tuj in se na koncu povsem osami in odloči za samomor. Torej, lahko rečemo, da je seveda v romanu najpomembnejša ideja tujega, zato tudi roman Tujci. In Alojzija Zupan, torej literarna zgodovinarka Alojzija Zupan Sosič, ugotavlja, torej v letu 2018 v študiji novosti v 3 romanih Ivana Cankarja, v tem romanu ugotavlja, da je mogoče najti celo 3, torej celo govori o 3 občutkih odtujenosti, ali o trojnem občutku odtujenosti, in sicer od domovine, od umetnosti in žensk. In seveda je ta trojna odtujenost nič drugega kot izraz 3 ljubezni, troje ljubezni, torej ljubezni do ženske, ljubezni do umetnosti in ljubezni do domovine, ali hrepenenja, če hočete, po ženski, po umetnosti, po domovini. Pomembno je, da Cankar vse te 3 ljubezni, ali pa vsa ta 3 hrepenenja, ali vsa ta 3 razočaranja, odtujenosti, tujstva preplete, tako da ne moremo govoriti, da je nekaj samo izraz te ljubezni ali te odtujenosti, ampak ves čas nekako se vse te 3 odtujenosti prepletajo. Obenem pa tu vidi seveda Zupan Sosič prav v tej trojni ljubezni novost tega romana, ker pravi, da je to prvi ljubezenski roman v tem smislu, ker ljubezen ni samo ena tako površna tema, ampak je v strukturi romana. Poseben pomen ženske in poseben pomen, kot rečeno, ljubezni, ki je osrednja perspektiva. Tretjo novost, ki jo Zupan Sosičevo omenja, je izvirna poetika, ki se kaže v moderni, novoromantični zgradbi, torej v tej prepletenosti in seveda v slogu, o katerem bomo kmalu spregovorili. Če se še za trenutek vrnemo k tej odtujenosti, ki je torej izraz neizpolnjene ljubezni, hrepenenja, tu smo seveda pri ključni temi Cankarjeve literature nasploh, hrepenenje. Gre za to, da se trpljenje, da se težke življenjske okoliščine vedno srečajo z iskanjem izhoda iz njih, torej s hrepenenjem po boljšem svetu, po boljšem življenju, in to tako na individualni, kot na nacionalni oziroma kolektivni ravni. Na enak način, v bistvu, tukaj ne moremo govoriti, da je bil Cankar niti samo, bomo rekli, lirsko zaprt v svojo neko notranjost, niti samo družbeno angažiran. V bistvu se obe ravni pri njem prepletata. No, in seveda so mnogi teoretiki pisali v smislu hrepenenja pri Cankarju, z vidika literarne zgodovine ali pa filozofije. Interpretacije so zelo različne, interpretacije tega hrepenenja so različne, ene bolj metafizične, ene bolj
pač odvisno, katera filozofija je v ozadju, ampak vsi so si pravzaprav edini, ali smo vsi edini, da Cankarjevo hrepenenje sloni na stvarnem razumevanju sveta in da so usmerjene v konkretne družbene odnose in ne v onostranstvo. V zadnjem obdobju sicer je nekaj več tega, ampak tudi za zadnje obdobje lahko govorimo, da gre za, da ostaja, bomo rekli, v akciji, da ostaja prizemljen. No in tu mi je zelo zanimiv, se mi zdi, da zelo drži model, ki ga je profesor Franc Zadravec v elementih slovenske moderne književnosti podal. Torej, vidi v tem Cankarjevem hrepenenju lepo strukturo, ki jo sestavljajo 3 postaje. Se pravi, v nekaterih delih, ali pa v nekaterih delih imamo tudi vse 3 postaje, na prvi postaji je prikaz zadošljivih družbenih razmer, pogosto povezanih z mladostjo književnega junaka in kot posledica rojstvo ideala, želje, sanj, hrepenenja, se pravi težke razmere in rojstvo hrepenenja. Na drugi postaji trpljenje, soočanje s pokvarjenim okoljem in torej z ugotavljanjem, da je to hrepenenje za manj, da ne prinese sanj, da se sanje ne uresničijo in se zato pride do prisiljenega umika iz tega okolja, pogosto na tuje. In potem imamo še tretjo postajo, na kateri hrepeneči tako ali drugače doseže svoj cilj. Kakršenkoli je, ampak doseže cilj. In to tretjo postajo marsikdo spregleda v Cankarjevih delih. Zdaj, lahko je to tudi samo v obliki močnega spomina na nek mladostni ideal, ali pa prenese ta cilj ne samo znotraj svojega junaka, ampak na nekoga drugega. Vsekakor pokaže na neko možnost, pokaže na neko rešitev, bodi si družbeno, bodi si individualno. In tukaj se seveda si zastavimo vprašanje, kako je s tem pri tujcih, torej na katero od teh postaj sodi, ali so vse te postaje v tem romanu ali ne, in to bom zdaj poskušala tudi med drugim odgovoriti. In na vse to, torej na to bomo odgovorili, kot rečeno, tudi s pomočjo Cankarjevega jezika. Namreč tudi Dušan Pirjevec, to je tudi eden izmed teh teoretikov, literarnih zgodovinarjev, ki se je zelo veliko ukvarjal s Cankarjevo literaturo. No in on je zanimivo tudi že povezal to hrepenenje s Cankarjevim slovom. In v bistvu je že on govoril v razpravi iz leta 1969, govori o hrepenenju kot komunikativni funkciji med avtorjem in naslovnikom, ki posreduje tudi prikrito vsebino lepote, ima torej tudi estetsko funkcijo. Konec citata. Se pravi, gre za to, da mu hrepenenje omogoča, torej izražanje hrepenenja, da mu omogoča takšno izbiro besed, takšno izbiro struktur, da privede do estetskega vtisa. No in podobno ugotavlja Snoj, ko pravi, da se Cankarjevo hrepenenje čuti bolj skozi temeljni ton pripovedi, ki ga določa patos. Torej, Snoj govori tudi o tem patosu, ki ga tudi kdaj čutimo v Cankarjevi literaturi, ampak tukaj seveda patos ima kdaj tudi kakšen negativen prizvok, sploh danes, ko se je tudi način komunikacije precej spremenil. Danes tudi ne pišemo takšnih, ljubezenskih pisem, kot jih je pisal Cankar, tako privzdignjenih, tako danes bi rekli, to je patetično. Danes so kratki SMS in so že zadovoljni, če dobijo zaljubljenci SMS. Ampak, hočem povedati, da je ta patos včasih, da se to tudi s časom spreminja, način komunikacije, ampak tudi za tisti čas je potrebno vedeti, da Cankarjev jezik, in o tem je tudi Pogorelčeva govorila, je bil res privzdignjen in visoko kultiviran, ampak to ni pomenilo, ali ne pomeni izumetničenje prisiljenosti meščanskega izraza, ki jo je odločno zavračal. Pač pa je namesto tega zagovarjal naravno dikcijo in pomensko jasnost. Se pravi, on se je v resnici, to je večkrat tudi v pismih ali v kakšnih svojih razmišljanjih, jasno povedal, jasno grajal
kakšne tudi te politične floskule ali pa publicistične, ne, izraze, ki so se tako kot danes tudi takrat pojavljali in so bili prazni, torej v bistvu se je boril proti prazni besedi in je v bistvu svoje besede črpal iz, bomo rekli, uporabljajo zelo takšne elementarne besede, ne, in je seveda želel, ne, torej nastopil proti tem praznim, izumetničenim besedam, ker je želel, da je torej njegova beseda nosilka estetike in etike, ne, se pravi, da je estetska in etična. To je bil njegov zavestna odločitev in je k temu zavestno težil. In tu je, torej, ne, to, recimo Zadravec je to lepo formuliral, ko je rekel, da Cankarjeva beseda mora obdržati obenem idejo in čut. Ne. To je seveda za vsako umetnost dobro, ne, da na ta način piše, da na ta način, da se to čuti v delu, no, ampak seveda avtori pa različno pristopajo k temu, nekateri bolj zavestno, drugi spontano. Ne. Cankar je izrazito načrtno, torej, ne, to počel, da je jezik tak, kot je. In v bistvu je to šlo seveda tudi z njegovim zavestno odločitvijo, ki jo je že v prvi zbirki njegove proze Vinjete, ne, kjer je zapisal, da njegove oči ne bodo samo slikale, ampak da bodo pokoren organ njegove duše. Se pravi, on je zavestno se odločil, da ne bo, kot se je dogajalo recimo ne, v realističnih delih, samo slikal, kar se dogaja, ampak da bo dejansko sledil svojemu videnju. Ne. In tukaj je seveda ta pomemben prelom, ki kar pravzaprav je naredilo pravo slovensko literaturo, ne, se pravi, od moderne naprej govorimo o literaturi, ki jo še danes lahko beremo z enakim užitkom, kot se jo je bralo takrat. Ne. Ravno zaradi tega, ker je Cankar in tudi drugi, seveda sodobniki njegovi, se odločili, da, tako kot pravi Pogorelčeva, da nasproti pač prejšnji, ne, pripovedni perspektivi postane predmet moderne umetnosti umetnikovo razmerje do življenja. Ne več življenje, ampak njegovo razmerje. In to seveda povzroči tudi spremembo v slogu. Ne, se pravi, namesto plastične, to je spet citat od profesor Pogorelčeve, namesto plastične reliefne zgradbe, tako kot smo jo imeli v realizmu, gre sedaj za nekakšno projekcijo na samo pripovedno zgodbo. Se pravi, zdaj v bistvu avtor projicira svoj pogled na zgodbo. Važno je njegovo razmerje, kako on vidi. Torej, on izpoveduje to, kako on vidi svet, ne pa kakšen svet je. Ne. Ampak, ne, zanimivo, da mi ravno v tej Cankarjevi perspektivi še danes prepoznamo svet. Ne. No, o tem, zakaj tako, bomo sedaj pravi poskušali ugotoviti, ker se mi zdi, da je ključ, ne, tega, da razumemo to bistvo njegove literature, prav jezik, kajti, kot rečeno, Cankar je uporabljal omejeno besedišče in to se je zdaj lepo pokazalo, no, to so pa zdaj čisto tudi novi pristopi v znanosti, ko imamo pač digitalne metode, se je to lepo pokazalo, ko sem sama analizirala kar nekaj njegovih romanov z to korpusno metodo, se pravi, ko sem statistično pregledovala rabo njegovih besed in ugotovila, da je tudi primerjavi z drugimi avtorji, da uporablja izjemno omejeno besedišče. Se pravi, število uporabljenih besed ni veliko pri njem. In še druga posebnost, te besede uporabljene, ki so, veliko jih je tudi takih zelo elementarnih, človek, roka, obraz in tako naprej, no, še veliko je tega, ne, spet jih ni tako malo, ampak vendar, ne, v primerjavi z drugimi gre za precej takšne osnovne, kot rečeno, besede, ki niso izumetničene, ampak vzete iz vsakdanjega življenja in se tudi velikokrat ponavljajo. Torej, ponovitev teh besed je ogromno, veliko več kot pri kakšnih drugih avtorjih. Ne vem,
ena taka zanimiva, mogoče, čeprav ni čisto primerljiva niti literarna zvrst, ampak recimo slovenski modernist Tomaž Šalamun, pri njem se mogoče nekaj procentov besed ponovi, vse druge, več kot 90% so nove, so vsakič nove besede, pri Cankarju je obratno. Pri Cankarju je ogromno ponovitev, torej ta statistika je skoraj da obrnjena, ne, pri takšnih dveh, recimo, različnih avtorjih. Ampak pravim, tudi z bolj primerljivimi avtorji bi videli to razliko, no? No, ampak zakaj to počne? Torej, namreč ravno to, ko uporablja omejeno število besed in ko potem se trudi, ko želi, da imajo te besede svoj učinek, seveda uporablja različne slogovne postopke, da jača moč tem besedam. In to tako, da jih, kot smo rekli, bodi si ponavlja, bodi si jih postavlja v vedno nove kontekste. Torej, zelo vsakdanje besede postavi vedno v nov kontekst. In vsakič ta beseda pridobi, to ni več ista beseda, ima vedno en nov pomensko razsežnost. Ne? Hkrati tudi zamenjuje predvideno mesto določenim besedam v stavkih. Ne? Se pravi, ta zamenjan besedni red, oziroma tam, kjer bi morala biti nova informacija, on obrne. Tisto novo informacijo, ki jo v slovenščini ponavadi na koncu stavka, jo da na začetek in obratno. Se pravi, da potem pridobijo vse pozicije v stavku pomembno, torej posebno moč. In hkrati s temi, ne, kot smo rekli, tudi čisto slovničnimi, ne, čisto jezikovnimi prijemi, pridobi poseben ritem. Ne, se pravi, tudi s tem Cankarjevim ritmom, ne, v teh posebno zloženih besedih, posebno zloženih povedih, s posebnim besednim redom, s temi ponovitvami, ne, doseže tudi poseben ritem, ki spet deluje tudi na pomen. Ne. Tako da tu je njegova umetnost. In zanimivo je, da je tudi en prevajalec v italijanščino, Arnaldo Bresan, zelo dober prevajalec, da je izpostavil prav to, ko je prevajal njegov roman Martin Kačur v italijanščino, je povedal, da je v bistvu on iz preprostih stvari naredil pesem, iz preprostih besed naredil pesem. Ne? In zato se mi zdi zanimivo, da recimo razumemo, ne, te nekatere njegove ključne besede, da približno razumemo, poznamo, zakaj se je odločal zanje, in potem, ko to vemo, potem se lahko prepustimo branju in samo ugotavljamo, kako se ti pomeni teh besed recimo razraščajo in kaj vse nam v delu povedo. In na ta način je zanimiv seveda tudi roman Tujci. V romanu Tujci se, torej že v naslovu, pojavi beseda s to osnovno idejo, torej tuj, ne, tuje, in potem se besede s tem korenom, tuj, ponovijo še 106-krat se ponovi. Ne, v tem kratkem romanu 106-krat se ponovijo besede vezane torej, s korenom tuj. In sama sem potem nekje, ne, čeprav ne gre tu za številke, gre za vsebino, ampak vendarle recimo naštela več kot 30 različnih pomenov v okviru teh 100 besed. Ne. In to so seveda bodisi samostalniki, kot tujec, tujka, tujina, tujinstvo, potem pridevnik, tujinski, tuj, pa tujščina tudi še samostalnik, pa prislov, tuje, pa glagoli odtujiti, potujiti, ne, torej v različnih, kot rečeno, oblikah, pa vendarle vedno gre za ta pomen, ne, korenski pomen tuj, ki pa ima v vsakem kontekstu različne pomene. Ne. In ta Cankarjeva paleta pomenov povezanih s tujci, tujim, je seveda na ta način zelo široka in se dviga tudi, ne, v nek simbolni pomen in v bistvu nosi strukturo celotnega romana. In to se velikokrat zgodi v njegovih delih, večinoma se vedno zgodi tako, da se določeni, ne, ključni pomeni v bistvu razrastejo v simbol, ki drži v osnovi celo zgodbo ali pa cel roman. In je to, ta struktura, ta pomen bolj pomemben kot sama zgodba. Ne?
To je tisto, kar nam želi posredovati. To je ta odnos, ki je osnovna tema Cankarjevih del. In ki so seveda ravno ta odnos je vedno aktualen, vedno, ker gre za seveda osnovne človeške, medčloveške in človeška razmerja in zato se pravzaprav vedno prepoznamo. No, ampak da pogledamo, kateri so ti pomeni, različni pomeni tujstva pri Cankarju. Pravi, ne bomo zelo natančni, prvič zaradi časa, drugič, ker ne bom brala vseh teh odlomkov, ampak da preletimo, in še to je, skozi odstiranje teh pomenov se nam pravzaprav odstre, mimogrede, tudi zgodba. Torej, prepoznamo tudi zgodbo. No, in tako Slivarja ljubezen do umetnosti že zgodaj, kot smo rekli, prvič pripelje na Dunaj, kjer občuduje imenitno tujo umetnost. Se pravi, tam gleda dela, pravi, kadar je videl v razstavi dela imenitnih tujih umetnikov. Se pravi, tuja umetnost kot nekaj nedosegljivega, kot nekaj izredno kvalitetnega, dobrega. Hkrati pa pove, da se je preden je prišel tja, počutil tujec povsod, kamor ga je zanesel plašni korak v domovini. Se pravi, ta občutek šibkosti, občutek nesprejetosti, drugačnosti, to je tudi že na samem začetku. Se pravi, to ga je v bistvu pognalo na Dunaj. Potem pravi, ko pride nazaj v Ljubljano, ko zmaga na natečaju, po zmagi na natečaju za Ketejev spomenik, ima občutek, da ga je domača zemlja sprejela. In tam je tudi en lep odlomek, kako se čuti doma, kako res občuti svojo zemljo kot svoj dom, svojo domovino kot svoj dom. Vendar pa že na slavju med kulturno elito, kjer ga častijo kot zmagovalca, se mu obrazi ne zdijo dovolj blizu, takšni, kot jih je pričakoval, ampak jih spet občuti kot tuje, njemu daljne, neznane obraze. In to je ta odlomek, ki smo ga slišali prej. Nenadoma začuti velikansko razliko med tistim občutkom, kako se je počutil doma, ko se je vrnil, kako je gledal to zemljo, in tem, kar vidi na teh obrazih. Tega doma na teh obrazih ni videl. Se pravi, začutil jih je, tu težko rečemo, kaj to pomeni tu. Čutil jih je kot drugačne od njega, kot nepristne, kot njemu nerazumljive, njemu daljne. Vendar potem v teh govorih, ki jih imajo ti kulturni veljaki, pravijo, da so se tudi oni, ugotavljajo, da so se slovenski slikarji in kipari, da so bili še tujci na domači zemlji, od katere niso imeli drugega nego prah, ki so ga nosili na svojih podplatih v tujino, kjer so si služili kruh. Se pravi, tudi drugi ugotavljajo, da so slovenski umetniki morali iti v tujino, če so hoteli, da so bili tujci na domači zemlji. Tudi recimo mladi zdravnik občuti drugačnost tujine, spet najbrž kot nekaj pozitivnega, kajti prinesel je iz tujih krajev zdravnik, prinesel je iz tujih krajev različne neprebavljene ideje, ki jih je hotel presaditi v domačo zemljo in jih vključiti v politiko. Torej, zdravnik se bo sedaj politično angažiral in želi te dobre ideje iz tujine prinesti v domovino. In tukaj ugotavljajo, da torej, naslednji dan se Slivar že na tistem slavju nekoliko seveda razočara, ampak želi se prepričati, kaj mislijo ti veljaki, tudi ko jih obišče, tudi ko jih bo obiskal še osebno. In tako obišče potem vsakega posebej, in vendar mu seveda tukaj tudi en za drugim pravzaprav razkrivajo, zakaj se mu razkrije, zakaj jih je čutil na tistem slavju tako tuje. Kajti, tako mu pravi prvi, torej advokat, ki ga obišče naslednji dan, pravi, veste, kdaj bom trdno prepričan, da ste velik umetnik, kadar se nam odtujite, kadar odtresete prah od svojih podplatov. Se pravi, umetnik je lahko samo
tuj. Mi tukaj umetnikov ne poznamo, ne potrebujemo, pravi, tudi umetnosti. Ne? In zato istočasno, ko Cankar to posluša, začuti tudi to sobo kot tujo sobo. Ne? Torej v njej se počuti nedomače, neprijetno. No, ampak če se njemu oni čutijo tuji, ne, daljni, se pa njegovo delo njim čuti kot tuje, kot nerazumljivo. Ne? Kaj ti pravi profesor Mravlja, ki je tudi predsednik razsodišča, ki mu je dodelilo nagrado in ki ga Slivar obišče tisti dan. Mravlja mu pravi takole: odkritosrčno vam povem, jaz sem bil proti temu, da bi se prisodila nagrada vašemu načrtu. Nekaj tujega je na njem. Se pravi, on je tuj njim, njegovo delo je tuje njim, oni so tuji njemu. Vendar pa se potem, seveda razočaran, Slivar odpravi znova v tujino in tam sprva začuti tujce že na kolodvoru kot nekaj odrešujočega, kot svobodo. Ne? In tam pravi, kot nekaj lahkega, svežega. Tam pravi, videl sem same neznane tujinske obraze in to mu je delo dobro. Ne? In govorili so celo v tujem jeziku in bili so veselo, samozavestni in tako naprej. Se pravi, tuje kot nekaj lahkotnega, svežega. Veste, tudi kdaj danes čutimo, nam je lažje v kakšnih stvarih govoriti v tujem jeziku kot v domačem, ne? Kot v prvem. Torej, v prvem jeziku čutimo večjo težo kot v tujem. Ne? Se marsičesa osvobodimo. Se pravi, tuje kot nekaj lahkotnega. In zdaj, ko je na tujem, mu domovina postaja resnično tuja, ne? Kakor nepoznana. Ampak zdaj je ta tujost drugačna. Sedaj ta tujost vsebuje tudi to veliko upanje in razočaranje, ki ga je Slivar doživel. Se pravi, tukaj spet, ne, gleda to pokrajino kakor v tuje lice, pravi. In zdaj se obrne situacija, se pravi, domovina je zdaj tujina, tujina pa novi dom. Ne? Se pravi, obrnjena situacija. In ugotavlja, da seveda to čuti on, da drugi slovenski umetniki in uradniki, da so v resnici pravi tujci. Ne v pomenu nesprejeti, ampak udomačeni v novi domovini. Se pravi, oni so, ne, torej je občudoval ali pa opazoval tujinstvo na njih obrazih. Ne. Tudi njihov jezik se bliža tujščini, se pravi, že govorijo tako kot tujci. Ne. In seveda jih tudi v domovini častijo, ne, pravi arhitekt Tratnik, ki je izjemno spoštovan, ne, imenovali so ga spoštovanjem tuji časopisi in ponašali so se z njim časopisi v domovini. Ne. Častili so ga ravno zato, ker je bil tujec, ker je bil že tujec. Ne. On seveda ostaja razklan, torej ugotavlja, da on pa tega ni sposoben. Ugotavlja, pogledajte, v istem odstavku začutimo razklanost, ko govori najprej kot nekaj neprijetnega, o tujosti kot nečem neprijetnem, potem pa o tujosti kot nedosegljivem cilju. Poslušajmo ta delček, smo ga nekoliko skrajšala. Kadar je gledal Slivar te tuje obraze in poslušal njih tuje razgovore, se je vračal domov vselej zamišljen, poln hrepenenja, ki je bilo veliko in sladko in se mu je vendar zdelo pregrešno. Torej, zdeli so se mu tuji, ampak hkrati je tudi on hrepenel, da bi tudi on lahko postal tak tujec, kajti, ne, in potem pove, ne, to mu je bilo tuje, ampak vendarle tudi njegove, no, tako pravi, srce plaho in neodločno, noge vkopane v tisto čudovito zemljo, domačo, a misli, kako so misli visoko in daleč in sanje čisto tuje, napojene s tujo lepoto in po tuji lepoti hrepeneče. Torej vidite, na eni strani kritičen do tujstva svojih sorojakov, na drugi strani priznava, da tudi sam hrepeni po tej tuji lepoti, po tujosti kot nečem, ne, lepem. In seveda naprej ugotavlja, da so tudi oni pravzaprav, tudi ti sorojaki, samo na pol tujci. Jih čuti tudi njih, da so, pravi, tujci so bili na pol. Ampak da jih ravno to, ta razklanost,
navdaja bodi si s hrepenenjem, bodi si tudi zlobnostjo in sovražnostjo. Torej tudi tako daleč gre, ne, da ugotavlja, kako te ta razklanost, kakšne posledice vodi. Ne. In seveda zato se on v tej družbi ni počutil dobro, ker je čutil tudi te negativne lastnosti, te razklanosti. Ne. Hkrati potem, no tu se že seveda vidite, ves čas se prepleta ta tujost v smislu do domovine, ne, in umetnost. In zdaj, če gremo še nekoliko bolj k občutkom tujosti v umetnosti, Slivar izpostavlja, da čuti tujost umetnosti, ki nastaja po naročilu tuje roke. Se pravi, govori o, ne, da si, torej, kadar delaš nesamostojno, kadar čutiš, da si hlapec, kadar delaš delo, ki je tvoje samo na pol in te drži za komolec tuja roka, ko bi najrajši predrzno udaril, odrezal, zatisni oči. To je samo pol dneva. Vsa druga polovica je tvoja in vsa noč povrh. Se pravi, tuje delo, tuja umetnost je ta obrtniška, tista druga umetnost, ne, je pa ta, v kateri si on želi biti in je doma. In zato je tudi ta atelje tuj, ne, pravi, človek dela v tujem ateljeju, tuja naročila. Ne. In seveda ugotavlja, da tisti, ki pa so družbeno prilagodljivi umetniki, kot je recimo umetnik Bajt, ki se znajde, pač, ki preživlja, ki uspe preživljati svojo družino, pravi, ti nisi tujec, ti si družbeno prilagodljiv, ti si se prilagodljiv. In tudi Slivar se pravzaprav prilagodi, zato da preživlja, no, torej dela to obrtniško delo, dela to tuje delo, ampak hkrati, torej dela tuje delo, ugotavlja pa, da ostaja tujec v svojih mislih. Se pravi, ker dela tuje delo, ostaja v svojih mislih vendarle tujec, drugačen. Ne? Torej vidite, na eni strani negativna konotacija tujega, na drugi strani drugačnost kot nekaj pozitivnega. Ne? Torej ohranja to drugačnost, ohranja to tujost globoko v sebi. Ne? In v nekem trenutku seveda postane tujost tudi, dobi socialno konotacijo, kajti tudi z te službe, ne, ki je ne mara, ampak je potem nesrečen, ko jo izgubi, torej ne, prekinejo, torej ne more opravljati niti tega. In tukaj tudi omeni, da so ga pač odpustili, zato ker je bil on tujec, ne, ker je bil tujec v smislu in ne domač in ker je se drugače obnašal. Ne. In seveda v tistem trenutku pridobi tujost tudi socialno konotacijo in takrat govori o tem, da je bogastvo zanje, za ljudi v tem okolju tuje in nedosegljivo. Ne. Se pravi, da je bogatstvo nekaj lepega, ampak hkrati nekaj nesprevrženega in za te preproste ljudi je to nedosegljivo tuje. Hkrati so pa tudi ti sami ljudje v nekem trenutku, torej ne samo bogatstvo, ni samo bogatstvo tuje, ampak tudi revščina je tuja. Namreč ženske, ki jih sreča v revnem predmestju, tudi prostitutke, pravi same tujke, vešče nad močvirjem. Torej v nekem trenutku čuti tudi revščino kot tujost, kot nekaj, kar ni sprejemljivo. Ne. Edino, in zato se tukaj zelo strinjam, seveda, da je to globoko ljubezenski roman, edino, kar ga osvobaja Slivarja občutka tujosti in odtujenosti od družbe, je iskrena mlada ljubezen, ne, ki jo občuti ta Slivar in Berta. Samo v tistem obdobju ni bil tujec, pravi. Ne. Torej, Cankar pravi za Slivarja, takrat, da ni bil tujec. Ne. Vendar pa, seveda, v teh težkih socialnih in eksistenčnih razmerah se ima rodi mrtev otrok in ljubezen izginja in se pojavi ponovno tujost oziroma odtujitev. In to je, pogledajte, tako kot je dvakrat izgubil domovino, ne, ko je bila tista druga tujost drugačna po razočaranju, kot je sedaj. Zdaj je občutil pravo ljubezen, najprej je krepenel, zdaj je občutil, pa je drugačna je zdaj ta tujost, ne, ko se zaveda, da kaj je izgubil. Ne. Torej, odtujenost ni isto kot tujost, bi lahko rekli. Ne. S tem, da seveda potem ugotavlja, da je bil tujec v tem družinskem življenju ne samo zdaj, ko čuti to njuno oddaljevanje, ampak da je v tem mirnem domačem življenju, torej družine, ne, celotne družine Bertine,
kot da se je urinil tujec v to sobo. Se pravi, v bistvu se je že vse skozi čutil drugačnega. Ne? In kot rečeno, tukaj je to lahko negativno, ne? Ker čuti tisto mirno življenje kot nekaj nedosegljivega, pozitivnega, obenem se pa tu poveže s Bertino sestro Mari, ne Mari tu, ja, torej z Mari, in pravi, drugi vsi so, tujci so, prav ničesar ne vedo o tisti skrivnosti. Se pravi, on in Mari, Slivar in Mari, sta iskalca globlje resnice, sta poznavalca te globlje skrivnosti in se pravi, ona sta tista, ki sta pristna, drugi so tujci, ničesar ne vedo o tej globlji skrivnosti. Torej, vidite, vse skozi tudi v istem okolju, ne, recimo tukaj v tem družinskem okolju, dva nasprotujoča si pomena tujosti, ne, pozitivna in torej, negativnejša in pozitivnejša. In tujstvo kot posebno modrost, kot svobodo, tudi vzvišenost nad tem omejenim življenjem teh, ki ničesar ne vedo, ponuja tudi vagabundstvo umetnika Hladnika. In tam tik pred koncem romana mu ponudi, kaj se boš ukvarjal s temi, dajva midva živeti, ne, kot vagabunda in midva sva dvignjena nad vsem. In tukaj je zanimiva interpretacija, prav išla v zadnjem jeziku in slovstvu, kolegice Leskovec, ki pravi, da ona vidi v bistvu prav v tem romanu Tujci, vidi pravzaprav na nek način tudi nek egoizem Slivarja, torej neko vzvišenost, ne, v smislu, da zato se je počutil povsod tujega, ker je bil tako drugačen in se ni želel prilagoditi. Ne. Ampak sama mislim, da če bi Slivarja vodil ta občutek, da bi bil vzvišen nad drugimi, torej biti drugačen v smislu privzdignjenosti ali vzvišenosti nad drugimi, bi se morda odločil za to vagabundstvo, v smislu, ne, ko podcenjuješ vse omejeno, vso omejeno družbo. Ne. Ampak Slivar odločno zavrne Hladnikov način življenja in potem, ko pravzaprav v nekem trenutku ugotovi, da je v resnici, ko ozavesti to svoje tujstvo, ko ugotovi, da je tujec v svojih mislih in srcu in da se temu ne more izogniti in da v bistvu ta njegova tujost pomeni temno senco za življenjsko energijo, ki jo predstavlja njegova žena Berta in ko jo vidi, kako bi lahko to življenjsko energijo izživela tudi v odnosu z drugim moškim, takrat se on ne odloči egoistično, da se umakne, ampak v bistvu želi z nekim dobrim namenom in niti ne kot beg, ampak v bistvu dejansko zelo načrtno, po mojem, ne, zelo zavestno se odloči, da je edini položaj, kjer bo tak tujec v srcu in mislih lahko doma bila smrt. In se torej zato odloči v duhu recimo tudi Prešernovega sporočila, ko pravi Prešeren, stanu se svojega spomni in trpi brez miru, tako tudi Pavle Slivar, ki ga lahko razumemo tudi kot Cankarjev alter ego, mislim, da ne privede čisto do takšne resignacije, kot jo vidimo pri Prešernu, ampak do akcije. Samomor je njegova zavestna odločitev za to, da olajša življenje svojim bližnjim in sebi, večnemu tujcu, najde večni dom. O domu še nekaj na kratko v zaključnem delu, zdaj bi pa prepustila besedo našim bralcem, ki nam bodo približali tako pomene tujega kot pomene doma. Prosim. Dolgo je že, kar se ukvarja s Teresom, marsikatero bridko očitanje sem preslišal v teh težkih letih, marsikatero hudo grajo, pa tudi, kar je bilo še posebno veliko, marsikatero neumno hvalo. Ampak v vsakem očitanju, v vsaki graji in v vsaki hvali
se je ponavljala pesem, ki sem se tako navadil na njo, da mora biti zapisana tudi na mojem grobu. To ni za ljudstvo. Za par ljudi pišeš, za par ljudi se mučiš, za par ljudi si stradal od začetka do konca, kajti ljudstvo te ne razume, ono je tuje v tebi in tvojemu delu, ti si tuj njemu in njegovemu življenju. Tako se je godilo meni, drugim pa se ne godi nič boljše. V ljubljanskem gledališču igrajo lepo moderno ali pa tudi klasično dramo. Drugo jutro že prepevajo po Ljubljani z isto ljubeznivo pesem. To ni za ljudstvo. Naše ljudstvo ne mara takih reči. Naše ljudstvo ni zrelo za take reči. Ne ponujajte našemu ljudstvu torte, ko je komaj žganco vajen. In res, moderna in klasična drama izgine sramotno z odra. Na odru pa se prikaže domača umetnost, ki mu na čelu zapisano geslo. Ej duš, in ga že imajo. Tako se godi gledališču, drugim pa se ne godi nič boljše. V Ljubljani razstavljajo slovenski umetniki svoje slike in kipe. Da je njih umetnost velika in čista, tega jim živa duša ne odreka. Ampak vsi ljubljanski zvonovi zapojo takoj tisto prisrčno pesem. To ni za ljudstvo. Naši umetniki ne delajo za ljudstvo, ne poznajo ga in zato jih tudi ona ne pozna. Naj torej stradajo in životarijo nadalje, kakor so stradali in životarili doslej. Naše ljudstvo ne rabi umetnosti. Doslej je živelo brez nje, pa naj živi brez nje do konca. In resnično, naši umetniki so pobrali šila in kopita in so pobegnili v tujino. Vsi do zadnjega so svoje umetnostno vred. Zakaj spoznali so v svoji modrosti, da je vendarle nekoliko prijetnejše, če stradajo v tujini, nego da bi stradali doma, ker imajo na prežgani juhi še očitanje in zasmeh v zabelo. Tako se vodi umetnosti, znanosti pa še ne vodi nič boljše. Mnogo kdaj se primeri, da se v enem samem trenutku odpro vsa srca in skozi široka vrata prikipi duša na lica, v oči in na jezik, tako, da so si ljudje mahoma podobni kakor brat bratu. Ker bratje so si v najglobjih globočinah. Združijo se v veliki radosti ali v silni bolesti, v blagoslovu ene milosti, pod težo enega udarca, vsi glasovi so en sam vrisk, en sam vzdih. Ena luč obžari obraze in v njenem svitu so vsi enaki, so vsi enako spomladani ali enako mrtvaški. Včasih odpahne na rahlo prislonjene duri src le bežen dih. Prikaže se le ozka svetla špranja, komaj za hip, toda prikaže se. Zgodi se v gledališču, zgodi se na cesti, da se spogledajo ter se smehljaje pozdravijo tujci ob eni sami besedi, ki je ljuba vsem, ob enem samem, veselem, sončnem žarku, ki je nepričakovan zablisnil izza oblakov. Pozdravili so se in koj so si tujci. Ne poznajo se, ne mislijo več drug na drugega. Svetla špranja je ugasnila, tiho so se zaprli tudi. Ali kakor je bil bežen tisti trenutek, bratje so si bili v njem in srce se je poljubilo srca. Vsaka mladost je polna sreče in radosti, sijajnega sonca in prešernega smeha. Vsaka mladost, ako v poznih letih in grenkih urah pogleda človek nanjo s tujimi, hladnimi očmi, se mu zdi morda nevesela, krivičnega trpljenja in prehodnega spoznanja. Ali težko je tako pogledati nanjo? Nenadoma se razmakne, se vniče raztopi megleni zastor in zasmeje se glavo sonce, vse ljubezni in vse hvaležnosti vredi. Spomin je sladek, kakor pesem, prsi na vdih,
zastro se oči, ustnice, koža svetlja. Spomnim se na stari dom, na zgodnjo mladost, na to prelepo, vso svetlimi sanjami prepreženo. In takoj se zmislim na peč. Bila mi je visoka in obširna planjava, bila mi je zavetišče v samotnih otroških sanjah. Tam sem sedel, ter sem žvečil palec desnice kar ves dan. Lasje so mi bili predolgi, zato mi jih je bila mati povezala v čop, ki me je ščegetal na tilniku. Palec mi je nazadnje obvezala z veliko in debelo cunjo, ki je bila gnusna. Žvečiti nisem mogel več in sem jokal. Izpod solz pa sem videl prostrano izbo, videl sem mater in očeta, brate in sestre, videl sem okna, neznansko široka in daleč za okni, onkraj ceste, milo vabeče mesarjeve klave. Videla sem nekoč zeleno pokrajino s svetlobo, belo cerkvijo na holmu in s sončno vasico, ki je visela ob holmu, kakor da je počivala tam jata golobov. Nedelja je bila, vse je bilo tiho, po poljski stezi, med zorečim žitom, je šel lep kmetski fant. Hvala lepa. Prej nismo povedali, to so bili odlomki iz tujcev, ampak so bili odlomki iz različnih del. Ste pa lahko kljub temu začutili zelo podobna občutja, tujosti in doma. In to je tisto, kar pravim, je vredno iskati v Cankarjevih delih, ta občutja, ki so velikokrat podobna in ki so nam blizu tudi danes. In to občutje, ki predeva tujce, če se zdaj vrnemo spet tujce, je ravno to, torej občutje nepomirljivega umetnikovega duha, ampak tega se v začetku ne zaveda in pravi, da je bil nesrečen do tedaj, ko ni vedel, da je dobil popotno culico, popotno palico že, torej pravi takole, namenjena mu je bila že oddavna. In samo zato je trpel, ker ni spoznal, da mu je namenjena. In je ni bil zgrabil z udano roko, takoj od začetka. Se pravi, ko je bežal od tega tujstva, ko ga ni sprejel, takrat je trpel. Ko je to sprejel, jaz sem sicer ugotovil, da ne more pomiriti tega duha, da lahko najde mir, da lahko najde dom za ta nepomirljiv duh samo v smrti. On sam, če želi omogočiti življenje, tisto pravo življenje, svoji, torej ljubezni, ljubezni. Se pravi, tukaj seveda v tem romanu nekako loči bomo rekli, to drugo postajo. Če se zdaj spomnimo, smo rekli, da bomo odgovorili na vprašanje, na katerih postajah hrepenenja, katere postaje hrepenenja srečamo v tujcih. Lahko torej rečemo, da srečamo to drugo postajo, ko se odloči za umik in da je ta tretja postaja, ko sprejme to trpljenje in hrepenjenje skupaj z življenjem, se pravi, da živi dalje, to prepusti v bistvu Berti oziroma svojim bližnjim. Se pravi, tu srečamo, bomo rekli, drugo in tretjo postajo, s tem, da se Slivar kot glavni junak nekje ustavi na drugi postaji, pa vendarle torej je že v tem delu nakazano, da je pomembno, da spoznamo, kaj smo, da je to tisti naš dom. In zdaj, če ne bom brala odlomkov, ker smo že naš čas nekoliko priganja, ampak v bistvu ugotovi, da tudi s to nepomirljivostjo lahko živimo, če smo tudi recimo srečni, veseli ceste sredi mrzle noči. Torej, tudi če nimamo drugega doma, lahko najdemo dom na sredi ceste, če se zavedamo, kaj smo in če se zavedamo tega svojega duha, takšnega, kakršen je. In prav to zavedanje
svojega bistva, ne? To je najbrž tisti dom, po katerem seveda, oziroma tisto uresničenje hrepenenja, sanj, o katerih Cankar govori, in je to ta tretja postaja, ki pravim, da je velikokrat spregledana, ne? In je recimo, sama sem o tem govorila tudi v zvezi z novim življenjem, torej tudi v spremni besedi tej prvem romanu v okviru tematične zbirke, ker tam je pa v bistvu ohranil glavni junak življenja in celo ga prenese na svojega sina. Se pravi, dejansko sprejme svoj položaj in živi naprej. Torej, v bistvu gre za to, da ne beži pred trpljenjem, se ne zateka v hrepenenje, ampak oboje sprejme kot sestavni del življenja. In to je tisti cilj, kateremu je pravzaprav tudi Cankar težil in ga uspeval. Cankar ni naredil samomora, bil je sicer šibek tudi telesno in tako naprej, ne? Ampak njegov duh je bil tako močan, da je v bistvu ostajal v tej borbi, ne? Z življenjem. In tukaj recimo je tudi kasneje, ne? Potem, ko sem sama o tem pisala že v zvezi z novim življenjem, je profesor Paternu ugotavljal, da je do tega takšnega pojmovanja novega življenja Cankar prišel predvsem v podobah iz sanj, se pravi v tem zadnjem obdobju, ne? Da je sprejel neko filozofijo, ki jo danes iščemo celo v čisto najnovejših, recimo, torej konceptih postmoderne etike ali pa koncept upanja brez optimizma sodobnega literarnega teoretika Terja Egertona, ne? In tako pravi Paternu, obup ni nasprotje upanju, ampak njegov sestavni del, še več, le v soočenju z brezupom lahko vznikne novo življenje. Dno je v nekem smislu vir upanja, ne? Se pravi, tukaj, kot rečeno, Slivar sicer ne najde doma še v življenju, najde dom v smrti, ampak zato, da reši življenje, ne? In zato pravim, da težko govorimo, torej tukaj loči zavest o lastni nepomirljivosti in življenje njegovih bližnjih, ne? Zato se njegov literarni junak umakne, medtem ko pri drugih nekaterih delih pa, kot rečeno, srečamo to spoznanje že v okviru samega, ali pa v okviru enega samega literarnega junaka, ne? In se pravi, ta hrepenenska struktura, ki je v resnici torej zelo zemeljska, zelo stvarna, ne? Torej išče rešitve tu, v tem življenju danes in zdaj, to je, v bistvu temu se potem prilagaja tudi temu, torej ta njegova aktivnost, ne? V življenju se kaže tudi v Cankarjevem aktivnem posegu v slog, ne? Ko smo rekli, da zavestno ustvarja slog, kakršnega je ustvaril, in zavestno se odloča za rabo besed, ki jih je gotovo čutil kot tiste, ki bodo to njegovo videnje sveta, ne? Ta njegov aktiven odnos do sveta najbolje izrazile. In tukaj je spet zanimivo, da nekatere od teh njegovih ključnih besed, če tako rečemo, jih lahko imamo tudi za ključne besede slovenske kulture. To tudi kaže zdaj več teh raziskav, ki tudi slonijo na nekih statističnih, ne, pa tudi drugih raziskavah. In ena od teh je recimo tudi dom. Dom je gotovo ključna beseda slovenske kulture, ne. Vemo, koliko, zdaj tukaj ne bom razlagala, kako vse dokazujemo, ne, te ključne besede, ampak že sami veste, koliko besed imamo izpeljanih iz dom, domovina, domače, ne, koliko nam te besede pomenijo, koliko pogosto se uporabljajo, ne. Se pravi, da je Cankar tudi pri tem nasprotju tujosti in doma, domovine, kajti tukaj se tolikokrat, kot se pojavi beseda tuj, oziroma besede s tem korenom, tolikokrat se tudi pojavi beseda dom in domovina. Se pravi, v bistvu sta ta dva pola vse skozi, ne, soočena. Spet gre za, bom rekla, trpljenje in sočasno iskanje sanj, ne. In zaključila bi torej s tem, da ravno v takšnih
v tem, ko je uspel takšna, bom rekla, vedno aktualna občutja izraziti tudi z besedami, ki jih naša skupnost čuti kot svoje, ne? Ravno zaradi tega nam je tako blizu, nam je lahko tako blizu, če ga beremo na ta način. Ne? Hkrati je pa seveda on vplival. Ne? To so naše ključne besede tudi zato, ker jih je on na ta način uporabljal. Ker je on vplival na rabo. Enako kot je tukaj vlečemo usporednice s Shakespearom, ne? Tako je Shakespeare črpal iz angleškega življenja hkrati in jezika, hkrati vplival na jezik, ne? In na kulturo. In tako vidim za zelo usporednega Shakespearu, torej vloga, ki jo je imel Shakespeare za angleški jezik in angleško kulturo, prav enaka je tudi vloga Cankarja za naš jezik in za našo kulturo. In na vse zadnje lahko vidimo, da so danes vprašanja tujega, kje se čutimo tujci in kje doma, in kako smo sprejeti, recimo tudi kot umetniki, ne, vprašanje sprejemanja umetnikov, to vprašanje, ki je tukaj ključno, ampak v bistvu lahko prenesemo na vse poklice ali na vsakega človeka, je še danes izjemno aktualno. Ne. In vprašanje recimo domače ali tuje umetnosti ali neke nerazumljive umetnosti. Ne. Tu so ravno zdaj se veliko spet pogovarjamo o tem in se tudi spolitizirajo stvari. Ne. Ampak, tako da jaz vam želim veliko še lepih razmislekov ob Cankarju in veliko tega občutka doma, ki je ravno v tem sprejetju samega sebe, ne, in seveda v skrbi za drugega, ne, tako kot se tudi Slivar tu pokaže. Tako da s temi besedami se vam zahvaljujem za pozornost in hvala lepa. Navdihujoče, pronicljivo branje, tudi zelo osebno branje. Mislim, da je marsikomu, če ne že kar vsem, dalo ključ za novo, drugačno podoživljanje Cankarja, tako da vabljeni prebiranju tujcev, vseh drugih del in vseh, ki jih še bomo izdali, ponatisnili pri Slovenski matici. Iskrena hvala vsem bralkam in bralcem Turističnega društva Blagajana Vrhnika. To je bil živ dokaz, kako velika umetnost obstane v času. Hvala za vaše občuteno doživeto branje. Slovenska matica vam podarja, gospa Mirja bo kar vam izročila, ni nobeno presenečenje kaj, majhna knjižna pozornost in da vam bo tudi to navdih in spodbuda za nadaljevanje vaših branj. Hvala lepa. Naši najstarejši bralki. To, ki smo bili, čeprav čas hitro minil, če ima slučajno kdo še kakšno vprašanje, komentar ga lahko izreče zdaj, lahko pa se potem podružimo tudi na soku in vodi zunaj, po želji, bolj osebno zunaj. Tako, lepo vas pozdravljam in dobrodošli naslednjič na Matico pod zvezdami konec avgusta. Še zadnje branje, kratek odlomek, da zaključimo večer, se opravičujem, to sem spregledala na našem scenariju, tako da še čisto malo posebnjenje. To je odlomek, kjer se bomo res počutili doma, ne? Če poznamo Cankarja, ali pa če smo z Vrhnike. Zato smo ga izbrali, vračamo se v Močivnik. V zdavnih časih, tako zdavnej, da je že komaj res, je živel v Močivniku pod Vrhniko starec, Brlinčkov Miha po imenu. Takrat še Vrhničani sami skoraj niso vedeli za Močivnik. Čeprav leži svojo tišino in svojo prečudežno, samotno lepoto zamaknjen le par korakov od klanca pod Novo Cesarsko cesto, ni bil živemu svetu in cerkvi svetega Lenarta nič bližji kot Trst ali nemški Gradec. V mrak in hlad zavit je hranil svoje stoletne skrivnosti na dnu globočin. Nihče ni vprašal zanje.
pa tudi samih ni ponujal nikomor. Izpod silnih sivih skal, temno molčečih, se je izvila zamolklo zelena voda Močevnikova, ter se ustavila in razprostrla v kotanji, da si oddahne pod senco vrb, oddahne od dolge poti po čuda polnih kraljestvih podzemskih. Mirna gladina je podobna velikemu, na stežaj odprtemu očesu, ki še ne bdi, strmi iz večne zarje komaj odbeglih sanj. Ko si do kraja odpočije in odsanja voda Močevnikova, stopi v ozko strugo ter se napoti polagoma proti ravnemu polju in svetlemu soncu. Dobrodošli v Močevniku, kadarkoli.